dni smo zdravili več kot 2000 ljudi za presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Številni med njimi so dan današnji živi, živijo kvalitetno življenje, kar sicer ne bi bil slučaj. In cena, ki jo nekje plačajo, zato so kasne posledice tega agresivnega zdravljenja, ki je nekje naravnano na zgornji rob, kar človek zmore. Začne nekje po 2-3 letih. Kot povečana incidenca lahko sekundarnih rakavih bolezni, predvsem kakšnih limfomov, levkemij, mielodisplastic sindromov, pa tudi solidnih tumorjev, bolezni srca, dihal in še nekatere druge. Sledenje kasnih posledic je izjemnega pomena zato, ker na ta način lahko preprečimo ali pa zelo zgodaj detektiramo nekaj, kar lahko pomagamo. Dobiti moraš navodila od tistega, ki te vodi, to smo mi. Seveda je pa ključna tudi vloga izbranega osebnega zdravnika, ker je to tista prva vstopna točka v zdravstveni sistem. In prav je, da vsakič, ko zazna bolnik nekaj, oziroma ta, ki je prebolel krvno bolezen, ko zazna neko spremembo, da to pove svojemu izbranemu zdravniku in da steče diagnostika. Mi smo vsi na isti strani, igramo za isto moštvo, zdravnik, negovalno osebje, bolnik, izbrani družinski zdravnik. In prav je, da med sabo spoštljivo komuniciramo, se obveščamo in se spoštujemo. In mislim, da to pri nas je slučaj. Je pa treba to graditi venomer, ne znova, brez nekega odnosa, da je kdo pomembnejši od drugega.